En lep dober večer, dragi moji, vsem skupaj. Danes je sreda 2020, ampak glede na to, da jutri imam delavnico, sem se odločila kar danes posneti video. Zaradi tega, ker če mi slučajno jutro uide, pa ne boste slišali temo, ki se mi zdi pomembna. Pred kakim mesecem sem se odločila, da bom se dotaknila teh malce bolj negativnih čustev in s temi negativnimi čustvi malce podelila kakšne primere iz prakse, kaj se nam dogaja, zakaj do tega prihaja in tako naprej. Ena izmed današnjih tem, za katero ocenjujem, da bi bila zelo dobra tudi za podeliti, je tema poniževanje. Vsak teden se odločim eno osebo poklicati, tisto, ko začutim, da ima kakršenkoli izziv, oziroma rečem, eni pa namenim pogovor, zaradi tega, da vidim, če se lahko naredi korak naprej. To pomeni, ta oseba, ki je to z mano delila, se mi tudi rekla, da bom odprla ta video, ker se mi zdi, da tega je veliko, pa bo mogoče še marsikom drugim pomagal. Drugače pa naj vam povem, da sem prišla do ene odločitve, ne vem, če je to dobra ideja. Najprej vse tiste drage dame, ki se bodo jutri udeležile delavnice, kako postati stabilna in odločna oseba, bomo del stroškov samo za moje dve dragi dami, Janjo in Ines, da pokrijemo stroške obdržali, vse ostalo bodo pa drage dame donirale na Skazi in Tek. Tako da, ko bom delala kakšne take majhne delavnice, kratke delavnice, bodo te dame donirale. Zdaj bom pa povedala drugo donacijo, kako bomo začeli z oktobrom. Oktobra bom snemala videe. Snemala videe na teme, tiste, ki boste pač vi želeli. Tisto, ki mi boste napisali, ki bom dobivala predloge. In potem bom odprla donacijsko, še ne vem točno, kako bo to izgledalo, vejo po moji, tako da to ne vem. In bom enkrat na mesec bomo izbrali osebo, tista, katera si zasluži, tista, ki resnično si ne more privoščiti, da bo mogoče dobila individualni coaching z mano, ali da bo šla na obred, ali da bo šla na kakršnokoli akademijo, karkoli pač. Gre se samo zaradi tega, da boste lahko dali donacijo, komu pomagali, tisti, kateri res ne morajo, ker vem pa, da marsikdo se iz mojih videov zelo veliko tudi lahko nauči in dela spremembo na sebi. Ampak eni pa res rabijo eno tako korenito spremembo, da jih nekdo pušne naprej. Iskrena hvala za vse vaše SMS-e, iskrena hvala za vsa vaša sporočila, zelo lepo jih je brati, res jih je lepo brati. Tako tudi všeč mi je, če delate premike. Meni ni toliko všeč, koliko vi mene vidite, koliko mi je všeč, da vi naredite premike, ko mi napišete, kje ste naredili spremembo, kakšno transformacijo ste naredili. Čudovito, no? Tako, čudovito za brati, tako kar se tiče knjige, kar se tiče video, tako da iskrena hvala za to. Gremo se dotakniti teme ponižnosti, poniževanja. Zdaj, koliko je tega prisotno, zelo težko ocenim, ali je tega veliko, ali tega ni veliko. Vem pa, da sem živela v takem okolju, kjer je oče znal poniževati mojo mamo, predvsem zaradi tega, ker s tem je tudi on izpadel bolj moški. Poznam tudi določene kraje, kjer mogoče ženska ponižuje svojega partnerja, da s tem pokaže, koliko je ona dosti bolj uveljavi. Prepričana sem, da v nekem obdobju sem tudi jaz povzela ta vzorec od mojih staršev in sem delala to Igorju. Temu se reče, da ženska kdaj pa kdaj odreže jajca moškemu. Zdaj pa, kaj se vam dogaja, da potem, kaj se dogaja in to je res enkrat potrebno. Jaz vam bom dala primere, kako za božjo voljo enkrat to ustavite, ker sploh ne veste, v kak cikel padate in v kakšno luknjo, kako ste v tej podgani dirki in iz te podgani dirke pač ne znate ven. Vsaka oseba, ki jo imate, to so ponavadi partnerji, najbolj so to partnerji, starši marsikdaj naredijo kakršnokoli škodo, ne vede, se oni ne vejo, da so škodo naredili. Sem to dejansko, zakaj se to dogaja? Če starši ponižujejo svoje otroke, je zaradi tega, ker imajo izredno slabo samopodobo in so tudi oni sami bili tako vzgojeni. To pomeni, niso dobili nobene pohvale od svojih staršev, vedno so bili raje grajeni, da si smotan, ti si čista buda. Mislim, ne bi sploh naštevala, to so izrazi od izraz. Jaz točno vem,
ko mi prije stranka in ko slišim, ko si da sama sabotažo, to pomeni, ko sama reče, kaka budala sem, kak sem nesposobna, kak sem smotana, kak štor sem, in tako naprej, vem, da je to dobila od svojih staršev in da so jo to starši prenesli. In da to pa zdaj raste z roda v rod tudi pri njej in da je taka in sem prepričana, da je tudi ona mogoče kje prenesla na svoje otroke. Vedite, da to je samo slaba samopodoba, to mi ni nekaj, zdaj govorimo od staršev, oboje je to samopodoba, ampak nekaj, kar so oni dobili, ne znajo drugače in na tak način zrastejo. Zaradi tega, na nek drug način je pa to vaša hrana in vi to želite. In bolj, ko vas oseba, naprimer oseba nič kaj dobrega vam ne pove, bolj iščete to hrano. Zaradi tega, ker ste te hrane navajeni. Ker ste te hrane navajeni, to je vaša hrana. Tako kot je moja hrana, jaz imam eno hrano in sicer jaz temu rečem, zdaj več ne vem, ali je to hiba, ali je to pomanjkljivost, ali je to razvada. Izredno rada imam sladkarije. Ne vse sladkarije, ampak tako. Paše mi kaki keksi dobri, ful dobri keksi. Paše mi, naprimer, kaka dobra torta. Da je res tako dobra, da čutim tisto ljubezen. To mi tako paše, to je zame tako kot orgazm. Res, zelo, zelo dobro. No, in to so moje razvade. Navade, razvade. In takrat, ko se odločim, da pač to dam stran, to je redko kdaj, da se to odločim, trpim, ker je to moja hrana in ta hrana meni daje energijo, strast, prav čutim, da mi to daje. In isto tako smo mi dobili hrano. Tudi moja hrana je bila ta, da me je oče ponižval, da mogoče odličen je, danes je odličen, ampak oče, vse veš, da to pač moram podeliti en tak primer, kar mu danes za vse oprostim, ker mi je pač pomagal. In potem sem tudi jaz to prenesla na moje otroke. To zahtevnost, ki jo je meni moj oče dal, nikoli ne boš naredila dovolj dobro, to pa ni dovolj dobro, to bi lahko bilo boljš, sem definitivno prenesla to na otroke, na starejšega sigurno, tako da sem to kar veliko, dosti časa obdelovala z njim. Zdaj pa koliko je uspelo, z moje strani je uspelo, koliko pa ne, bo pač mogel Tijan sam to delati, moj ta starejši sine. No, ko pa imamo pri partnerjih, potem pa se dotaknem najbolj pomembnega, zakaj je dobro, da enkrat se ustavite, enkrat tega poniževanja. No, pri partnerjih ali pa pri partnerkah, ko se vam pa to dogaja, da vam partnerji ali partnerke govorijo, poglej, kak si, se ti nič ne uspeva, ali pa se ti karkoli pač, da so to res take želitve, dragi moji, to samo kaže potem, da boste zelo težko uspešni. Ne boste uspešni, ne na osebnem, ne na poslovnem področju. Zakaj? Ker nimate žara, nimate lahkotnosti, konstantno vlečete dol. In ljudje, ki konstantno dobivajo, mislim, jaz sem prepričana, da ljudje, spet moje prepričanje, to ne pomeni, da je to vse povsod prepričanje, tisti ljudje, ki živijo v domu, ker jih nekdo ponižuje, ker jih nekdo podcenjuje, ker prevladuje veliko sarkazma, da so zelo težko uspešni na poslovnem področju. Zaradi tega, ker imajo ta cmok, da niso dovolj vredni. In ta vrednost jih vleče dol. In ko vas vleče dol, je zelo težko biti uspešen v tem, kar počnete. Zato, ker ni pretočnosti, zato, ker ni energije, zato, ker ne vidite, zato, ker se potem, kaj se vam začne dogajati? Vi iskreno povedano začnete dvomiti o sebi. In ta dvom vas postavlja potem v to pozicijo, da rečete, mi bo to uspelo, ali mi to ne bo uspelo. In to mi je grozno. Jaz srčno upam, da je tega vedno manj. Jaz res srčno upam. Jaz srčno upam, da se zavedate, da nekdo, ki to počne, ga je tako strah, da ima tako slabo samopodobo, da ga je strah ali da jo je strah, da vas bo zgubila, da vas bo zgubil, da ne boste ugotovili od te osebe vse strahove, katerekoli ima, da boste skozi v tem strahu in gledali to osebo, da vam ta oseba največ pomeni na tem planetu in potem tako in tako ne upate iti nikamor, mislite, da nihče drug vas ne bo vzel. Te zgodb nekaj poznam. Poznam zgodb iz družinskih podjetij, kjer starši marsikdaj naredijo svojim otrokom škodo, naredijo jim škodo, saj nič ne znaš, pa gor dol, in potem otroci zrastejo
in želijo prevzeti podjetje in včasih, kaj naj rečem, potem so res tudi do 50., 60. leta odvisni od tega, kaj bo oče ali mama povedala, če je dobro pravo delo. In tako podjetje potem nima ne hrbtenice, nima, mislim, ne da nima hrbtenice, saj veste, kaj se potem. Pol je tudi, večinoma ljudje prihajajo takšni, kot so oni sami. Potem pri starših, ki so zelo visoko izobraženih, če na primer otrok ne naredi, ne pričakuje, da bo pač naredil več, kolikrat sem jaz to mojemu otroku rekla, oh my god, ko se danes spomnim, kolikrat sem rekla mojemu sinu, sem mu rekla, jaz računam, da boš ti imel več fakultete, kot jo imam jaz. No? In potem zdaj sem začela hoditi zdaj končujem prvi letnik transakcijske, glih imam izpit v soboto in si predstavljam, my god, kako breme daš otroku, oh my god, kakšno breme, da otrok samo gleda, da bo imel višjo šolo kot ti, ne pa da bo srečen, ne pa da bo bolj srečen. Dragi moji, dajte to stran, dajte te vzorce, ki ste jih dobili, res stran. No? Zato tako rada podelim primere z vami, da veste, da sem delala napake. Zapomnite si, da tisti, ki so delali največje napake in če se odločijo to deliti, oni delajo res največje korenite spremembe. Ponavadi je pa tako, ljudje, ki so imeli izredno težko življenje, ki so veliko pretrpeli v življenju, tisti so najboljši svetovalci, najboljši terapevti, najboljši, ne vem, voditelji, zaradi tega, ker skozi te zgodbe se oni potem učijo, kako postati boljši. Če seveda to prepoznajo, če upajo deliti svoje strahove, če upajo deliti svoje napake in s tem tudi drugim pomaga, da rastejo. Ok, to pomeni, da takoj, ko takšna oseba to počne, vam reže krila in s tem vam reže, da se vedno manj počutite vredni, vedno manj dobri, vedno manj sposobni, vedno manj dobivate nekega elana, vedno bolj ga zgubljate in to je čas, ko je potrebno to enkrat odrezati. Resnično odrezati. Na kak način se pa to odreže? Ker zdaj ne moramo kratko nekoga zapustiti, ali je to v podjetju. Dobro, vse se to tudi lahko dogaja. Vodja na svojega zaposlenega. Tudi človek včasih ne ve, to je taka, jaz temu včasih rečem, je lahko to manipulacija, ki včasih sploh ne veš, da si zmanipulirana. Marsikdaj tudi se mi zdi, da se lahko začuti, da se čutimo dolžni v podjetju delati nekaj, zaradi tega, ker mislijo, joj, dal mi je službo, poglej, kakšno imam plačo in potem pač smatramo, da lahko delodajalec ali vodja z nami manipulira. Absolutno vedite, da to ni zdravo čustvo, da to ni zdrav odnos in da ta odnos je res dobro prekiniti. Samo zdravi odnosi so s spoštovanjem, zdravi odnosi so tisti, ki lahko iskreno poveste tisto, kar mislite. No, to je naslednja tema, o katero bom govorila, da je res poskušate iskreno govoriti in zavedajte se, govorila bom o iskrenosti in odpuščanju in o teh zamerah. Bolj ko srkate, to pomeni te zamere vase in ne spuščate in ne odpuščate, večje bolezni prinašate k sebi. My God, več srkate, to pomeni lahko vam udari na bolezen, lahko vam udari na vaš imunski, karkoli. To je treba ven dajati, se osvobajati. Vse posod, kjer se zakačite, pomeni, da je del vas. Ok, to za naslednjič. Naslednjič bomo govorili zamere, odpuščanje in govoriti iskreno resnico. Kaj pomeni govoriti resnico? Ko govorimo resnico iz srca, ni bumeranga, vesolje nas podpre, vesolje nas bo vedno podprlo. Vedno. Ok, vrnemo se nazaj. Kako rešiti se nezdravega odnosa, ponižajočega odnosa, ko čutimo, da lezemo dol, oseba pa vedno bolj se hrani s tem. Oseba, ki ponižuje, ki manipulira, ki ustrahuje, to pomeni, ki to počne, ona se s tem hrani. To je njegova hrana, njena hrana in ta hrana, to je tema in hoče iti na svetlobo. Ko to posrka, se spet nahrani, ampak ni sreče pri tej osebi. Ona samo dobiva bumerange nazaj in so vedno večji bumerangi. Ponavadi te ljudje, kako potem oni zdravijo svoje te razvade, zapadajo v alkohol ali zapadajo v kakršnekoli odvisnosti, da ne bi mogoče zdaj govorila,
Zgubijo vse ljudi okoli sebe, so zagrenjeni in dejansko to energijo stresajo in vedno bolj so sami. In potem tudi pri njih se zgodi kakšna bolezen, zapade v kakršnokoli bolezen, ki pač pol rečemo, aha, kaj se nam je to zgodilo. Ok, kako se izognemo temu? Seveda, najtežje je, ker vi ne morete, ker tako in tako ste čisto na podnu. Če vas nekdo čisto poje, kako bo zdaj zbral krila in rekel, da si zmagovalec? Ne gre. Res ne gre, tako da vas razumem, vsi tisti, ki mi pišete, res ne gre. Prav pa je, da vidite, da obstaja upanje. Da obstaja upanje. Tanja se ni rodila pod srečno zvezdo, pa mogoče ena Laura tudi ne, pa ena Katja tudi ne, pa en Janez tudi ne, pa mogoče vse tiste, ki jih poznate podjetnike, Joc, Marjan Batagel, Andrej, kjerkoli, če ga vidite. Mogoče se niso noben od njih rodil pod srečno zvezdo, vendar odločili so se, da bojo nekaj iz tega življenja naredili. In prenehali reči, aha, v redu, ne bom žrtev, odločil sem se, da vidim upanje, da lahko postanem zmagovalec. In najbolj, kar je pomembno, da začutite oziroma v sebi, da obstaja upanje. Upanje, da lahko pride do spremembe. Potem so pa koraki, ni instant receptov. Gospa, ki je pač z mano govorila, je rekla, jaz rabim en hiter nasvet, jaz rabim neko hitro odločitev, kako to narediti, tega ni. Piši propalo, tega ni. To se ne da, ne moramo, ker to so naše misli, to je treba notranjega otroka pozdraviti. To je korak, to je proces, ampak ta proces vam obljubim, da boste iz dneva v dan dobri. Najdite variante, najprej najdite pozitivne afirmacije, tiste, ki jih boste ponavljali. Mi bomo dale, zdaj ne vem, če so že moje drage dame dale, ali bojo to dale jutri, ali bojo dale po jutrišnjem, bomo imeli na spletni strani tri različne tipe afirmacij. Prvo za čiste začetnike. To pomeni, če še vi sploh ne čutite ljubezni, če ste čisto na tleh, vi se morate najprej odpirati za te pozitivne afirmacije. Pomeni za začetnike. Drugo so tisti, ki smo že stabilni, pa že želimo nekaj malo več graditi na sebi. In ta tretji, ki čutimo, da postajamo vsak dan boljša oseba. Začnete najprej s tem. To so neki rituali, ki jih je potrebno. Če naše misli ne bomo napolnili z nekaj novimi stvari, ne bo šlo. Druga zadeva, čim več se gibati, čim več iti v naravo, biti sam, ne z ljudmi, ne jamrati, ne krožiti. Saj veste, kako pravi zakon privlačnosti. Jaz seveda verjamem v ta zakon privlačnosti. Mi jamramo in pol jamramo eni, pa jamramo drugi prijateljici, pa tretji, pa četrti, pa peti, pa šesti. In mi tega vedno več in več prinašamo. Vedno več, naprimer rečemo, kakega imam šefa, ko bi ti vedela, kak je ta moj šef. Skozi me ponižuje, spet boste dobili še novega, pa še enega, pa še enega. Pol bo prišel sam šef, pa bo prišel tudi sodelavec, bo prišel prijatelj, tega bo vedno in vedno več. Ko ponavljamo kakega, imamo partnerja ali partnerko, grozen, ne da se zdržati, groza, kaj mi dela, tega bo vedno več in več in več. Zaradi tega, ker to sami privlačite. Zato je potrebno te misli prekiniti. Delete, konc ni jih več. Poanta, kar je, to je zatečeno stanje. Kaj lahko iz tega dobrega potegnem? Lej, sem zdrava, sem cela, poglej, kaj obstajam. Roke, noge, vse imam, kar obstaja, vse imam. Odlično. Znam komunicirati, odlično. Sem gibljiva, agilna sem, odlično. Najdite pluse, hvaležnosti tega, kdor ste. Hvaležna sem, ker sem živa, hvaležna sem, ker imam krov nad glavo, ne vem tako, to je malo po srbsko, malo po balkansko. Hvaležni smo. Hvaležna sem zato, da imam 2 čudovita otroka. Vem, kaj imate. Hvaležna sem zato, da sem šolo končala, hvaležna sem zato, da sem zdrava, hvaležna sem zato, da lahko govorim, hvaležna sem, da lahko karkoli počnem. Najdite hvaležnosti, ki vas bodo nabildale, ampak to tako papiga govorim v vsakem videu. To bi lahko že moje drage dame, ki je povedale o tem. To pomeni hvaležnost, afirmacije, sprehodi. To je ta prva zadeva. In potem si napisati 2 enostavna cilja. V enem mesecu bom spremenila pogled na svet. Pripravljena sem delati spremembo na sebi. In boste videli, kako boste. Vendar ne gre od danes na jutri. Res ne. Tako, ko me kdo vpraša, koliko časa ponavljate afirmacije, jaz včasih rečem, če je 21 dni premalo, ponavljamo 99 dni. Vendar pomembno je, da ne širimo to energijo, ki je noter v nas iz dneva v dan. Ker večkrat, ko bomo to ponovili, več tega bo prišlo v naše življenje. Če mi rečemo,
posel mi ne uspeva, posel mi ne uspeva, posel mi ne uspeva, več tega privlačate v svoje življenje. Če pa rečete, vse bo, pa vse se bo zgodilo, pa je pa pol dosti lažje in boste sami videli, ker se vam bo začelo spreminjati. To pomeni 3 stvari, ki so pomembne pri osebah, ki vas ponižujejo. Ustavite se, vedite, da je to slaba samopodoba, vsi tisti, da je to vaša hrana, ki je treba to hrano dati stran. Seveda, zdaj, če bi jaz vsak dan pojedla eno torto, kakšna bi bila? Glede na to, da je pač treba omejiti. Odmaknite se, pojdite stran, tega preslišite, ustavite se. Ko bo čas, boste sami rekli, zdaj pa dosti, pa jaz več ne bi. Naj vam pa povem, da ko ste pa na višjih vibracijah, pa tega sploh ne slišite. Tako kot naprimer en video, moj video, lahko oseba sliši totalno, naprimer 5 oseb, totalno čisto različne informacije. Ena sliši, da je video čisto za njo, druga sliši video, oh my god, koliko sem zrasla, tretja sliši video, oh my god, prav, da se preneham družiti s takimi ljudmi, četrta sliši, spet nekaj čisto drugega. 5 oseb lahko vsaka čisto drugače sliši video, na kateri vibraciji je. In to mi je ful lepo, ker se poistovetite nekatere z video, mi napišete. To samo pomeni, da ste pripravljene se odpreti. Odlično. Nikoli o nikomu ne govorim, pač dam primer in samo spustim to informacijo čez in potem takrat, ko se najdete, se pač najdete. Drugo, kar je, začnete neke nove spremembe uvajati v svoje življenje. Nekaj novega, najprej začnete pa zvečer, da se zahvalite za to, kako greste spat in da veste, da je jutri nov dan in da ste kreatorji svojega življenja, ki ga boste spremenili. In ta tretje, če ne začnete neki ritual delati, neko spremembo, bo to vedno huje in huje. Kaj pa je še najhuje od vsega? A si vi predstavljate, da imate otroke? In vaši otroci to gledajo tako, kot smo gledala jaz in moj brat. Moj brat je šel čisto skrajnost, on se je zaprl, ne želi komentirati, nikoli ne bo komentiral, tisto, kar pač misli, bo zadržal zase. Jaz sem pač tista, ki sem znala komentirati, še pred leti sem sem dala ven, je bil moj mali otrok, zdaj sem odrasla oseba, zdaj poštudiram, povem na lep način, da oseba razume, vsakič povem tisto tako, kot mislim, čisto iskreno, ne glede na to, ali je to v službi, ali je to doma, ali je to med prijatelji, ali med sodelavci, partnerji, kjerkoli, povem čisto iskreno, pa potem, kako oseba razume, je to njeno, ni moje. In vam garantiram, da bo sprememba. Resnično bo sprememba. Dragi moji, nič ni čarobne paličice. Nič se ne zgodi, da bo kdo prišel pa naredil namesto vas. Vse, karkoli se vam slabega dogaja znotraj vas, oziroma zunaj vas, se dogaja tudi znotraj vas. Najprej je potrebno nahraniti dušo in da se nahrani duša, duša rabi lepe stvari, rabi sonce, rabi iskrenost, rabi lepe besede. Vse, kar je dobrega, ne rabi temo. Temo ne. Se spomnite, vampiri so tudi šli, ko je bil dan, so se odmaknili in so šli na lepše. Ok, toliko za danes. Naj še enkrat povem, da jutri sem vesela, če se še kdo želi prijaviti na mojo delavnico. Jutri imam od 5 do 8 delavnico v Velenju, v naših prostorih, da vidite, kje sploh smo. Kako postati stabilna in odločna oseba. Podelila bom nekaj konkretnih primerov, orodij, da vas ne zmoti mnenje drugih, tako vas zaboli, da veste, to je pa še potrebno oddelati. Mogoče še podelim od moje drage, sestre. Najprej bila moja stranka, zdaj smo pa že odlične, zdaj smo pa sestri. Ona je drugače terapeutka in mi reče, kadarkoli gleda moj video, se najde v mojih besedah in da ve, da vsaka beseda, ko jo zaboli, ve, da je še potrebno, da sama nekaj oddela. To je njen učni načrt, da dela na sebi in sem ful hvaležna tudi za to, da to podeli z mano. Hvala vsem tistim, ki ste z mano, hvala vsem dragim mamam, drage moje, drage dame, moje, to bom tako rekla, moja mama in vsem mamam, ker marsikatera mama mi pripelje njeno hčero ali pa pošlje njeno hčero k meni. Pojdi k Tanji, pet s Tanjo, saj to one mene povejo na začetku. Na začetku gledajo, malo še dvomijo, to, kar bomo drugič, ko bomo naredili dvomi, grejo dol, tema, zakaj je to naredila, tako malo naprej, potem pa zdaj še upajo odpreti. Tako da, en res
poljub vsem mamam, tako en stistek, a veste zakaj, ker veste modre in zastopite življenje in ne jemljete več vse tako veliko, majhno, zato pa včasih rečem, hvala, da sem modra, pa še tako mlada, in te, ki pridejo k meni na delavnico, da veste, da bodo donirale za skazin tek, znesek, to bom tudi počela naprej in moji YouTube videi, ne YouTube, Facebook live bojo na temo, ki jo boste vi želeli, prebrala bom, kaj bi želeli, lahko mi pišete noter v Messenger, tega, ko bo več, bom tudi podelila, vedno bom povedala primer, kaj bi bilo dobro narediti, kako spremembo, potem je pa tudi na vas, koliko naredite in na koncu meseca, začeli bomo z oktobrom, če se bodo zbirale donacije, bomo eno mesečno donacijo podarili, ali je to za coaching, odvisno koliko denarja bo, to bomo podarili, prebrala bom, zakaj podarjam, ampak tam bom začutila, kakšni so konkretni izzivi. Dragi moji, ko človek dela spremembo na sebi, to je najtežja stvar, to je res najtežja stvar. Najlažje vsi bi želeli spreminjati druge, čisto vsi, čisto vsak bi želel dobiti ljubezen od zunaj, ampak če ne dobi od znotraj, ne najde od znotraj, ne more dobiti od zunaj. Vsak bi želel biti srečen, ampak če to srečo ne najde noter v sebi, ne bo šlo. Vsak bi rad čutil notranji mir, pa ga ne more, če ga ne čuti pri sebi. Tako da na tem bomo delali, tako da dobrodošli, podelite mi vaše mnenje, kako vidite, kaj bi želeli, kaj je tisto, kar vas čutite, da vas zateguje, da vas omejuje, da bi lahko živeli srečno, izpopolnjeno življenje in predvsem tudi uspešno. Zapomnite si, bolj ko ste pretočni, bolj ko ste lahkotni, bolj ustvarjate, bolj vam prihaja obilje iz vseh strani, dobivate drugačne ljudi, prihajajo srčni ljudje. Meni se je pred enim 14 dnevi, zdaj pa že več kot 20 minut, 30 minut, mislim, da 3 tedni, so mi Facebook zaprli, oziroma zaprli so mi, da me čim manj ljudi vidi. In potem je bilo tako, da sem se najprej, pa my God, pa kaj je bilo, prepričana sem, da je to bila tista punčka, ki jo marsikdo ni razumel, pa je okej, tudi to razumem, ker tudi jaz sem pred 25 leti tega nisem razumela. No, ampak sem rekla, okej, bojo pa prišli novi ljudje, bojo pa prišli srčni ljudje, tisti, ki razumejo. In je okej, in sem se odprla. In tudi vem, tudi lahko vidite, zdaj je majhen odstotek, ki lahko vidi moj video, ker se več ne deli naprej, zdaj ne vem, kdaj bo to odprli, kdaj ne bojo odprli, se ne obremenjujem s tem, spuščam, spustim in ko bo pravi čas, bo to tudi prišlo. In naj vam povem, zdaj sem imela čudovit obred s čudovitimi ljudmi, neverjetno so se povezali kot skupina, to bomo delali, obredi so res, dragi moji, vsi tisti, ki imate zaprto srce za Božjo voljo, nehajte funkcionirati več iz uma, dajte odpreti srce. Pripravljamo tudi z Gajo Alanom in z Lukom tudi nove programe, kjer bojo tudi dostopni za vse tisti, ki pač ne morete si privoščiti tak znesek, bomo imeli za vas. Tako da, jaz vam resnično želim, da čutite ljubezen do sebe, da se zavedate, kadarkoli vas, kjerkoli, karkoli zaboli, da je to še nekaj, kar je prav, da se dotaknete sebe. In da ni osebe na tem planetu, ki bi vam lahko rekla, kdo ste razen vas samih. To pomeni, delajte na sebi, ne dovolite to, o čem smo govorili, ampak ko delamo na sebi, so vidne spremembe. Tako da en lep večer, jutri pa eno slikico posnamem iz delavnice in dobrodošli, lahko se mi še prijavite danes ali jutri zjutraj. Čau, čau!